Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni v projektu Teniško aktivni. Danes res znova zanimiv in pa tudi duhovit gost, kot boste prav gotovo videli. Lep pozdrav, Maribor, Iztok Božič. Pozdravljam nazaj. Kar se tiče duhovitosti, bomo videli. Ja, ponavadi je bilo tako, vedno smo se nasmejali, ko smo bili takole skupaj. To je res, ja. Danes se bomo malce spominjala, kako je bilo včasih, pa seveda pogledala tudi v prihodnost. Začneva v preteklosti ali v prihodnosti ali v sedanjosti? Vseeno mi je. Jaz sem pripravljen skoraj na vse izzive. Pa začnimo najprej pri sedanjosti, torej trenutno si trener v ŽTK Mariboru. Nam lahko razložiš, zakaj je trenutno klub tako uspešen oziroma ne trenutno, že zadnjih 19 let je najboljši klub v Sloveniji? Ja, v bistvu uspešni. Uspešni smo zato, ker smo nekako uspeli zbrati dovolj veliko maso otrok, ki trenira skupaj, ob enem seveda, da smo tudi strokovno dovolj podprti, da jih peljemo v pravo smer in pa jasno, tudi primerno temu smo angažirani, ker tudi sami igralci in igralke so pripravljeni kar precej svojega prostega časa, življenja in vsega žrtvovati za to, da so teniško uspešni. Tako v slovenskem nivoju, kot tudi na mednarodnem nivoju. Dovolj velika masa. Kako pa je bilo v tvojih časih, ko si bil ti morda 14, 16, 18, vem, da je bil tenis v Mariboru in celotni Sloveniji tudi takrat zelo, zelo popularen. Je kakšna primerjava z maso, pa potem morda omenil se tudi kakovosten kader. Kako je bilo takrat? V bistvu je bilo drugače. Kar se tiče kadra, smo imeli v nekem trenutku, takrat sem še igral na Braniku, pa deloval kot igralec tam, smo imeli vedno največ 2 trenerja, mogoče 3 teniške trenerje, ki so pač skrbeli za dejansko celoten pogon od najmlajših, se pravi U12 do članov, vendar v mojih časih, ko sem bil star 14, 15, 18, je generacija, ki je bila 2 do 3 leta starejša, še igrala in potem jaz sem imel dejansko kar dobre pogoje za trenirati z temi starejšimi, enakovrednimi ali boljšimi. Tem, ko za mano se je ta zadeva začela, tako bom rekel, zelo masa je začela na nek način res kvalitetnih igralcev kopneti in proti koncu kariere svoje sem ostal, bom rekel, sam z Tkalecom praktično, sva, kot razlagam svojim današnjim varovancem, sva skupaj zjutraj trenirala, popoldne sva pa igrala setnico in to je bilo realno gledano praktično 6 mesecev na leto, kar predstavljate si, malo je. Še danes, ko ga vidim, mi gre včasih že na jetra, pa ga vidim 2-krat na leto. Tako da verjetno pa tudi jaz njemu. No, kljub temu pa si takrat vseeno kot mladinec nastopal na vseh največjih turnirjev na svetu in lahko malce razložiš tisto Avstralijo in pa igranje dvojic s Patrickom Rafterjem. Najprej verjetno že zgodba, da si odšel v Avstralijo, to je bilo pred 32 leti, nekaj povsem drugače kot danes, pa potem še Patrick Rafter. V bistvu bil sem vabljen v en kamp v Avstraliji, v Brisbaneu, kjer se je v bistvu nekako poklopilo, da se je ravno v tistem času, ko sem bil jaz tam, zbrala ena vrhunska ekipa igralcev, rečemo jaz pa Rafter, smo bila dejansko med mlajšimi, on je leto mlajši od mene, bili so že tam eni tudi dobri Avstralci in se dejansko super treniralo, nekako sva se hitro ujela, razvila nek v tistem času prijateljski odnos in dovolili so nama, da igramo celo debut. Sam Rafter v tistem času ni bil pod okriljem Teniške zveze Avstralije, tako da je imel na nek način proste roke. Bili so z mano kar navdušeni, jaz sem z njim dosti takrat tudi treniral, na nek način, da se pohvalim, sem ga celo uspel premagati na travi, tudi na betonu,
Čeprav so mi vsi tam vedno rekli, on je bo bodoča številka 1 in zmagovalec Grand Slamov, jaz sem sicer bil svojega mnenja, ampak očitno so oni imeli bistveno bolj prav od mene. No, ti pa si potem bil prvi Slovenec, ki bi šel med prvih 200. Prav spomnim se tistih časov, olimpijskim igram se vrnila kasneje, zdaj sem preskočil 10 let, ko je bil res velik uspeh, da je Slovenec prišel med 200. Ne? Zdaj se je to malce spremenilo, vendar pa v zadnjem obdobju sta znova le 2 Slovenca med 200. Kako je bilo to takrat? Res težko priti med 200, se spomniš tistih časov? Mislim, bilo je zahtevno, tako kot je danes, na svoj način zahtevno. Sigurno, da tudi danes ni enostavno. Bom rekel tako, v bistvu neki drugi časi, nekako tako kot večina danes igralcev, ki niso finančno dovolj podprti ali strani družine, ali sponzorjev, ali kakorkoli, je bilo pač znajdi se, išče rešitve in trenutno se odloči, da bo pač to nekako nek družinski projekt, ker tisti časi tako niti ni šlo drugače, niti smo bili dovolj finančno, bom rekel, bogati, po domače povedano, da smo se lahko tega lotili. Poklopili so se, igral sem dejansko turnirje, karkoli se je pač dalo, igral sem turnirje ranga Challenger in se nekako pač poklopilo vse skupaj, da sem se, bom rekel, prigrizel skozi teh, da sem ne prišel nekako pod 200. Bom rekel, to je bil en menik takrat in iskreno rečeno sem bil zelo vesel, ko so ne samo moj menik premaknili ti naši 3-4 najboljši, ampak so tudi letvico dvignili bistveno više in upam, da se kmalu kdo pridruži. Ne meni, ampak onim zgoraj. Pa si kdaj morda obžaloval takole po koncu kariere, če zdaj malce znova v to zgodbo dava tudi Raftarja, kot že rečeno, premagal si ga, potem pa on med najboljšimi, ti pa med 200. Kako gledaš na to? Kaj se je morda zgodilo pri njemu in česa ni bilo pri tebi? Pa jaz mislim, da predvsem, bom rekel tako, dobro fizična priprava pri njemu je bila sigurno na višjem nivoju in tudi s tem povezana nekako mentalna priprava. Čeprav je bil tudi v mladih letih približno tak nervozen kot jaz na terenu, je s časoma ali pa zelo hitro dosegel nivo samokontrole, bom rekel, bistveno više, kot sem jaz kadarkoli imel. In temu primerno menim, da pač je dosegel te svoje vrhunske rezultate od tistega legendarnega finala z Ivaniševićem, plus 2-krat zmagal Grand Slam, bil številka 1 na svetu. Kar težko je, zdaj to bom rekel, kar ponoviti. Tudi Avstralci imajo, dobro, imeli so Hewita potem, ampak tudi ni enostavno, ne glede na vse, bom rekel, vložke in vsega, kar so pripravljeni vlagati v tenis, se tudi oni na nek način mučijo. In sam menim, da pač predvsem, bom rekel, bil je nekako, sigurno, da je bil boljše tudi voden, dolgoročno več ljudi okoli, kjer so imeli dovolj znanja in izkušenj, da so ga spravili do tega, da je dejansko izkoristil svoj poln potencial. In to, zdaj obžalovan, nimam kaj, odigral sem svoje, kar sem, nikoli nekako ne živim, pa nisem živel v preteklosti in se s tem tudi nisem nikoli nič kaj preveč obavil. No, vseeno pa se ti pred njim, mislim, da nastopil na olimpijskih igrah, nisem sicer preveril, ali je že bil v Barceloni ali ne. Kako se ti spomniš teh olimpijskih iger? To so bile tiste prve za Slovenijo, verjetno povsem drugače. Kako si prišel v reprezentanco, pa Blaž Trupej je bil še zraven. Kakšna zanimiva anekdota? Ja, v bistvu, to je kar nekaj jih, dejansko, bom rekel tako, predvidevam, da po zaslugi takratnega predsednika Olimpijskega komiteja sva midva sploh nekako padla v to zgodbo, da so naju vzeli kot neko rezervo in dejansko, ko sva prišla še na samem letalu, na poti v Barcelono, so nama rekli, da ne vejo, če bomo sploh lahko igrala, pod 1 in pod 2, da se lahko zgodi, da bomo šla z istim letalom kar domov.
nekako pridemo v Barcelono, nas pakirajo in sreča v nesreči, koliko se jaz spomnim, je bila ta, da se je eden od Izraelcev poškodoval in ni mogel nastopiti in smo v bistvu midva padla kot neka srečna, narekovaj, srečna poraženca notri. In to je bil v bistvu nek, bom rekel, vrhunsko doživetje. Imel sem tudi celo možnost, da sem šel na otvoritev in tako dalje. Kar se pa tiče, zdaj mogoče najbolj zanimiva anekdota je pa ta, da oblačila, ki sem jih jaz dobil, ne, so mi bila absolutno vsa prevelika. In hvala Bogu, da so bile, bom rekel, nekaterim so bila neka oblačila malenkost premala, da smo lahko zamenjali. Da pa so mi določene dame, predvsem moja sestrična Tanja Vodina, takrat tudi udeleženka olimpijskih iger, ne, so mi pa pomagale, da smo nekako skupaj hlače sestavili, ker danes bi mi te hlače sicer pasale vse v pasu, po dolžini nikakor, ne, takrat pa sem bil, kot da bi mi nekdo prav vrečo vrh, ne, 6-krat veliko mi je bilo vse. Čevlje sem pa dobro pravo številko, zanimivo. Je že kaj od olimpijske garderobe v omari ali ne? Je. Sako imam nekje spravljen, ne vem kje, ker smo se zadnjem pred letom pa pol selili, vem pa, da ga imam nekje, zdaj pa ne vem, ali ga imam še pri tam, kjer sem včasih živel v kleti, ali ga imam tu, ne vem. Je pa spravljen, nisem ga vrgel stran pa nič. Pa imam še celo neke spominke iz Barcelone, tako da nekaj še je ostalo, ja, poleg spominov. In če te spomine povežemo zdaj v prihodnost, za konec, kakšen bi bil tvoj nasvet, torej mlajšim tekmovalcem, ki šele prihajajo, imaš jih kar nekaj v ŽTK Mariboru, kaj jim govoriš na treningu? Je definitivno, da je tenis, ima tenis ogromno pozitivnih stvari, da če, bom rekel, so dovolj, bom rekel, tak temu fokusirani na to, če vlagajo dovolj, se da marsikaj poklopiti, tudi sami vidijo, imajo primerne cilje, ne samo ATP, tudi že v mladostnih konkurencah. Smo spravili enega na nekako do Grand Slamov, zadaj prihaja Maj Premzl, Bete Drame, Žiga Švec in tako dalje, ki imajo vsi potencial, da se prebijejo do vse, kar se tiče ŽTK Maribora, prebijejo na Grand Slame. Imamo 15. mladinca na svetu, ne, in tako dalje. Tako da imamo, mislim, kar se tega tiče, glede na velikost same Slovenije, smo lahko zelo zadovoljni. Kar se pa tiče same stroke, pa mislim, da z enimi izkušnjami, ki prihajajo zadnji, od Grege Žemlje do Blaža Kavčiča, moje malenkosti, enega najbolj angažiranih trenerjev, Braneta Gogovca, strokovno mislim, da smo, Blaž Trupe je še vedno tukaj, ne, smo strokovno več kot kvalitetno podprti in jaz mislim, da pač pustimo čas v čas, da se poklopijo stvari in bomo kar imeli kar dobre igralce, no, zelo kvalitetne, ki so vsekakor sposobni tudi na ATP-ju priti med 100 na svetu ali pa še više. Hvala lepa, Iztok, za tvoj čas, bilo je tudi duhovito. Srečno. Enako, hvala.